Dober večer vsem skupaj. Upam, da se slišimo. Ura je ravno ta prava in mislim, da lahko kar začnemo naš pogovor. Samo to bi še prosil, kdo ima še mobitel, njega zdajle prosim ugasne, da nas ne bo se na sredi našega pogovora motilo. Dober večer. Ja, v naši sredi pozdravljam vašega someščana, Matjaža Brojana, znanega radijskega novinarja, po katerem ga še vsi poznajo, zmeraj vsi z navdušenjem ga pozdravijo in pravijo, glas poznamo, ampak na videz pa nismo vedeli, da tako zgledate. In Matjaž zgleda drugače vedno boljše, posebno zdaj, ko se zdravi, potem, ko si je poškodoval nogo, in to je treba samo za dobro razumeti. No, je pa tako, da malo kdo je tako aktiven glede avtorstva pri knjigah, kot je Matjaž Brojan. Do zdaj je napisal in izdal že več kot 20 knjig. In zadnja leta kar dve na leto. Pa ne mehni. Tako da nama ni bilo mogoče, da bi danes prinesla čisto vse sem vprašanje, kako bi izgledala ta skladovnica. Če bi dal na eno stran, bi se tja prevagalo in obratno, tako da miza bi bila premehna. No, ampak vrnimo se zdaj k naši temi, to se pravi, rada bi predstavila knjigo o doktorju Franju Rosini, ki je bil desna roka generala Rudolfa Maistra. To knjigo je izredno lepo napisal Matjaž Brojan. Zbralo se je ob tem precej podatkov in knjiga je takšne vrste, da je izredno spodbudna. Govori nam tudi za današnji čas, ne samo o starih časih in dogajanjih pred Prvo svetovno vojno in po njej. Ampak veliko govori pa tudi nam samim, tako da posebej jo priporočamo v branje. No, zdaj pa, če te lahko, Matjaž, kar prosim, če lahko poveš, kako si se lotil dela, kako si začel s pisanjem in kako je potem naprej. Začel bom zahvalil, da ste prišli, hvala lepa. Drugo, ker pa je, bi jaz rekel to, da naša slovenska preteklost je polna ljudi, ki so nepriznani, ki za časa svojega življenja niso dobili zahvale in priznanja, če tudi so imeli za sabo velika življenja, z ogromnim delom, tudi za slovenstvo pomembna, pa jih je čas in politika in razmere so jih pozabile in so jih pomaknile v kot. Veliko je takih ljudi in recimo, če ne bi imeli na Štajerskem Antona Martina Slomška, če ne bi imeli generala Maistra, pa tudi Pavla Turnerja in pa današnjega človeka, ki ima predstavili doktorja Franja Rosino, Slovenija ne bi bila v teh mejah, kakršnih je danes. Ti veliki ljudje so v veliki meri pozabljeni, ne dovolj čisleni, upoštevani, priznani, pohvaljeni in niso postavljeni v ustrezno mesto v zgodovinski spomin Slovencev. Vam bom povedal samo primer generala Maistra. Jaz sem bil mlad gimnazijec v Kopru v gimnaziji, ker smo se učili skrbno o vseh stvareh, tudi z velikim poudarkom na latinščino, ampak ko je prišla matura, sem si jaz izbral temo general Maister in koroški plebiscit leta 20. Pa pride iz Ljubljane en profesor, pisal se je Bogo Stupar, postavljen mi je bil za mentorja in je rekel, mladi mož, veš, vse lepo in prav, samo generala Maistra mi pa ne preveč omenjati. Pomeni, takrat v tistih časih, pisalo se leto 1963, general Maister ni smel biti slišan, rekel je, zakaj pa to ne? Ja, veš, generalom Jugovojske to ni všeč, oni so generali, ta general Maister je bil pa kar tako.
pa še Slovenci, Slovenci pa itak nismo znani sodatje, čeprav smo imeli takrat v tistih časih od 20 do 30 generalov Slovencev, ampak v JLA. In ta general Majster, ki je bil tako nekako v kot porinjen, v kot zavesti slovenske porinjen, je tako eminentno vlogo odigral, da smo mu Slovenci lahko hvaležni za vse čase, kar bo slovenstvo obstajalo. Pa menda ne bo večno, tudi jezik ne pravi, da bo kmalu izumrl. No, ampak in glejte, desna roka, kot je doktor omenil, je generala Majstra, je bil doktor Franjo Rosina. Pogled v njegovo življenje nam govori, kako klen, velik, premočrten za slovenstvo, ljubeč domovino, vse kar v slovenstvo, pripravljen žrtvovati. Danes živimo tako, da gledamo nase, kaj domovina, nase gledamo. In ta človek, ki ima vse atribute krasnega, večnega Slovenca, je komaj da znan, saj smo mu malčkrat smo mu te počastitve dali s to knjigo, pa ga tudi v šolah o njem ne govorijo. In je vendar v veliki meri zaslužen za slovenstvo, za povzdigo slovenstva na Štajerskem, kjer smo postavili slovenstvo z tema dvema človekoma, z Majstrom in tudi Rosino, eventualno tudi z dr. Karlom Vrstovškom, pa še s kom, Pavlom Turnerjem, smo ga postavili nekoliko bolj ospredje, kot pa je slovenstvo bilo. Tudi to, antagonizem, nemštvo, slovenstvo bo predmet današnjega pogovora. A greva lahko kar začnemo. Se pravi, prva pobuda za pisanje o doktorju Franju Rosini je, če se ne motim, prišla od njegovih sorodnikov. Ne, pobuda je prišla od Zveze društva general Majster, Milana Lovrenčiča, ki je rekel, da take Slovence, kot je bil on, pa tudi Karl Vrstovšek, da je treba postaviti v odeon tega slovenskega zavedanja. No in jaz o njem, o tem Rosini, sploh nisem nič vedel, sem rekel, kdo pa je to? No, poglej, tudi ti ne veš. In ko sem se začel zanimati, sem videl, česa sem se hotel čez dalj, da se mi je to obzorje odpiralo. In ko sem pa opravil več ur pogovora z njegovima vnukoma, z doktorico Alenko Šelihovo, to je vnukinja Rosine, in pa doktorjem Andrejem Rosino, sem videl, kaj sem dobil. In zdaj sem iskreno hvaležen doktorju Lovrenčiču, da mi je poslal, sicer na težko delo, ampak obogaten, oborožen in tudi, bom rekel, močno okrepljen v svoji nacionalni zavesti, ko sem videl, kaj je ta Rosina za slovenski narod naredil. Jaz sem s tema dvema človekoma, Alenko Šelih, on je profesor doktor, prvi slovenski strokovnjak za kazensko pravo na pravni fakulteti, Andrej Rosina je, mislim, da je doktor montanistike in tudi predava na univerzi. In večino teh podatkov sta mi dala te dva človeka o svojem pradedu. No in lahko se lotimo njegovega življenja, če lahko začenjamo. Gospod je bil doma? On je bil doma v okolici Šmartnega pri Litiji, v hribih, kjer gre mimo Bogenšperka pot na Dolenjsko. Na vrhu je prelaz Vrata in na tem prelazu se desno zavije gor v hrib in je vas Leskovica ali Leskovca. Jaz sem ženo sva šla tja, da vidiva to hišo, je ni bilo več, in pri eni hiši vprašava, kje je dom bivši ali pa bi rekel nekdanji dom doktorja Rosine. Seveda, to hišo so že podrli. No in ko so prišla na tisto mesto, so pokazali, kje je iz ene hiše prišla ena mlada, nove hiše, mlada ženska. Rekla, jaz pa imam slike od te hiše, nekdanje hiše. Pa ni bila sorodnica, no in prinesla še 3-4 slike, fotografije, šla sva k sosedu, no in tam sem jaz začel zbirati podatke o človeku. Ta družina Rosina
pisali so se Rozina, so živeli v tej vasi Leskovca, domače se je pa hiše reklo pri Klančarju in imeli so veliko več otrok kot očetu na svetu in mami Mariji se je ta Franjo ali Franc Rosina rodil kot prvi, najstarejši, no in je bila kar velika kmečka družina, bili so pa nenavadni ljudje, zelo podjetni, ukvarjali so se z besedo poznate, forrajtanjem, prepreganjem čez tisti prelaz, da so dodali konje, da so prepregali, da so prepeljali iz te strani na Dolenjsko stran, prašičerejo, so prodali prašiče in pa, zanimivo, na kozolcu so potvarjali denar in sicer so ga potvarjali slabše na ta način, da so ga lahko samo nekje ta denar na Dolenjskem vaseh ali pa tudi na Hrvaškem lahko ta denar spravili v promet, samo da bi zaslužili. No in ta družina je tega fanta, bil je prvi in tudi zelo brihten, so ga dali v šole, oziroma je šel v šolo 1871 v Litijo, bil je najboljši, odlično spričevala, mama je pa želela, da bi šel študirati bogoslovje, njemu pa ni bilo za to, in ko je bil v Ljubljani v gimnaziji, v realki, je dobil pri vseh predmetih odlične ocene, no in zanimivo je to, obstajajo še njegova spričevala, da se matematiki takrat ni reklo matematika, ampak številjenje. Kakšna beseda, številjenje. No in imel je tudi eno, ne mentorico, skrbnico, pisala se je Marija Končarja, ona hodila, pa še oče Ignac tudi na njegove roditeljske sestanke, seveda bil odličen in zato se je odločil ne za študij bogoslovja, ampak za študij prava na Dunaju, kjer je postal Knaflov štipendist. Luka Knafl, to je ob koncu 17. stoletja, je ustanovil sklad, ki je na Dunaju štipendiral dobre slovenske študente in on je bil štipendist tega sklada in na Dunaju je pridobil slovenske prijatelje, študente, ki so visoko vihteli prapor slovenstva, bom tako rekel majčkeno patetično, Matija Murko, on je bil kasneje etnolog, Josip Stritar, znani pisatelj, Pavel Turner, vseživljenjski kasnejši prijatelj iz Maribora in drugi, kjer so sodelovali tudi v društvu Danica, ki je združevalo te študente na Dunaju. No in prav ta doktor Pavel Turner, vseživljenjski prijatelj do smrti, umrl je samo kakšen teden pred Rosino, sta bila na Dunaju domača učitelja, kjer sta zaslužila za študij, s tem, da sta poučevala mlade Dunajčane na Dunaju. No in leta 1884 je on te študije delal in je potem tudi jih dokončal, s tem, da je poznal tudi veliko drugih svojih pravniških prijateljev in tako je poznal tudi Ivana Dečka in pa Karla Slanca, pri katerima je kasneje v Novem mestu dobil službo kot odvetniški pripravnik in v Novem mestu začel to svoje delo odvetniško z manj zahtevnimi odvetniškimi storitvami. No in prva služba je bila 1887 v Novem mestu, kjer pa je že osvojil veliko mero zavesti sokolstva. In to sokolstvo ga je spremljalo vse življenje in sokoli, kamorkoli on prišel v življenju, je bil ustanovitelj sokola. Na vseh točkah je bil ustanovitelj sokola, ne pa majčkeno sokolstvo. Sokolstvo je bilo, rekel, izredno poudarjajoče narodno zavest, poudarjalo je, to je bilo češko gibanje, poudarjalo je gibanje, telovadbo, zavest in ponos. Zakaj sokol? Sokol je tič, ki
vzleti tako. Ne tako, da vzleti, ampak vzleti kvišku. Kot helikopter. Ja, kot helikopter, vzleti tako in leti kvišku. In dobili so pač potem tudi neko geslo, kvišku sokoli, in sokolsko geslo je bilo nazdar, ali pa zdravje, na zdravje. In ta nazdar je potem kasneje kot nacionalno, zelo spodbudno geslo motil Nemce, in kdorkoli je rekel nazdar v priču Nemcev, je bilo takoj, kot bi jih užalil. Bom povedal tudi kasneje, kaj se je zgodilo v Domžalah. In ta sokol je bil ustanovljen, na boste verjeli, istega leta, ko se je Rosina rodil, 1863 v Pragi, in kot isto leto rojstva Rosine ga je spremljal celo življenje do smrti, in on je bil v njem, tudi v Mariboru je bil celo starosta sokola, pomeni, to bi rekel, to je bog oče tistega krajevnega sokolske organizacije. Sokoli so imeli eno čudovito lastnost, spoštovanje do starejših, to se pravi spoštovanje, organizacija, red, naslavljanje, vsi so bili brat, sestra, brat so se imenovali, čeprav so bili bratje, imeli so spoštovanje do starejših, in vrhunski ali pa vrhovna avtoriteta je bil starosta ali tisti, ki je bil brezpriziven. Na njegovo besedo se ni moglo nikjer, tudi v Domžalah ne, se ni moglo pritoževati, kar je starosta odločil, je bil zakon, včasih so pa onikali, kar so starosta odločili oni. To so bilo onikanje in končno besedo imel starosta, tudi v Domžalah. Sem tudi v domžalske sokole študiral. No, in tem sokolom je bil Rosina do konca in srcem predan. No, kako je bilo potem po Novem mestu, kako je bilo v Celju in kako je bilo potem še naprej v Ljutomeru? No, leta 1894 je šel v Graz, kjer je opravil doktorat, in to ga je, rekel, da spet nekako v njegovih ambicijah zaposlilo. Bil je pri Josipu Sernicu v Celju, tudi tam je bil še, ne na svoji advokaturi, ampak je bil zaposlen pri Josipu Sernicu, tesno povezan v prijateljstvo z njim, tudi tam je on ustanovil in je bil med ustanovitelji Sokola, in postal je celo, bi rekel, priljubljen med Celjani, saj so mu zaupali tudi skrb za zadružništvo, da bi kmete organizirali v zadružništvo, in ta njegova, bom rekel, ta altruizem, skrbeti za druge, v Sokolih, pri advokaturi, v teh zadružnih organizacijah je bila polna, in to mu je velike, bom rekel, simpatije nakopalo pri tistih, ki so mislili tako kot on. On je v Celju spoznal Petra Majdiča, to je bil pa človek, ki je bil sin tudi Petra Majdiča tle z Jarš. Še danes rečejo Majčev mlin, Majdičev mlin. No, in ta Peter Majdič iz Jarš je bil velemlinar, lastnik ogromnih posestev, cel Kranj je bil njegov. Potem itak ta valčni mlin, in te bo v Jaršah, potem je imel v Osijeku, v Celju je imel ogromna posestva, in tudi ta tovarna metka za bunde je bila tudi njegova, prej. No, in ta sin, no, in njegovi otroci tega Petra Majdiča iz Jarš, bilo jih enih 8, so pa vsi pomrli v dobi tam 2-3 let, razen 3 sinov. Ti so pa obstali, preživeli, in sicer Peter, Vinko pa Franc. No, in z enim od teh, z Francem Majdičem, oziroma s Petrom Majdičem v Celju, se je spoprijateljil, in je bil ta Peter Majdič od Rosine prijatelj tudi do smrti, in je hodil k njemu potem kasneje na vikend, in so bili tudi družinsko, takole so bili povezani. No, to je povezano z tem vikendom. No, bil je
tudi v stikih s časopisom Domovina, govorim za celjsko obdobje, in pa odbornik celjske čitalnice, in on je menil, da je prav branje, mi moramo reči, ne čitalnice, star izraz, čitajo otroci, mi pa beremo, zato je pri otrokih je čitanka, mi imamo pa berilo. No, ampak se je reklo čitalnica včasih, in ta čitalnica celjska je bil on z njo tesno povezan. In kako je bilo potem v Ljutomeru? No, v Ljutomer je pa kraj Franca Miklošiča in tam je on ugotovil, kako je po Miklošiču potrebna skrb, ko je bil on tam, se je ravno potekala 70-letnica življenja Franca Miklošiča, no in je videl, da slovenstvo potrebuje nekoga, ki bo se za to brigel in za to skrbel in se je vključil, predvsem je pa je tam čutil hudo ponemčevanje. Prvič je hudo občutil tudi to, kako so vsi kmetje pa Slovenci prejemali sodne odločbe, sodne spise, vse v nemščini. In kako kratko potegnejo v nemških teh raznih teh postopkih Slovenci. In je rekel, to mora biti drugače. No in se je hitro spoprijateljil tudi z velikim Slovencem Ljutomera, to je bil dr. Karl Grossmann, velik pravnik, velik filmski človek in velik fotograf. In po temu Karlu Grossmannu je še zdaj en festival v Ljutomeru vina in filmov v Ljutomeru. No in tudi tam se je vključil maksimalno, tudi tam je ustanovil Sokolsko društvo in bil je v najboljših polnih letih mladosti, se je sedel na kolo, ustanovil je kolesarsko društvo, ki ga je poimenoval Ptič Selič. Ptič Selič, ali da so se na koles selili ali pa iz kraja v kraj, ampak to je bilo društvo, kjer je pa močno poudarjal boj za enakopraven položaj slovenščine v odločbah in tako naprej. No, ampak vedel pa je, da mora začeti na svoje, no in je leta 1901, to je bil čas, ko je bil že poročen, da bom govoril o teh njegovih družinskih razmerah, ko je že otroke dobival, se je preselil v Maribor, kjer je bila njegova centralna točka življenja. No in o tej, bom rekel, družinski plati bi pa delaj govoril. Prosim, ja. No in on je v Ljutomeru spoznal Karolino Linčko Robič, oče Karolina, so ji rekli po domače Linčka. Ta Karolina Linčka Robič je bila hči pravnika oziroma šolnika, ravnatelja, profesorja, učiteljišča v Mariboru, tudi inšpektorja za šolstvo za celo Štajersko, izobraženega človeka. No in 1898 sta se poročila, Rosina pa ta Linčka Robič, in mu je rodila 4 otroke, 2 v Ljutomeru in 2 v Mariboru. In sicer mu je rodila v Mariboru 4 otroke v 6 letih. Rodila mu je hčerko Milovano, rekli so Ivana, potem sina Igorja, ti 2 sta bila v Ljutomeru, 2 pa Tanjo in Fedorja je pa rodila v Mariboru. Ampak bilo je pa to tako, zbolela je za tuberkulozo, žena je zbolela za tuberkulozo in je malo po prihodu v Maribor, zadnjega otroka je rodila, mislim, 1904, 1906 je pa ona umrla, on pa 4 otroki doma, sam, no in je čudna usoda bila, da sta potem temu človeku pri njunih 20 letih še 2 otroka, Tanja pa Fedor, umrla tudi za tuberkulozo. So vsi pokopani v grobnici v Mariboru, sva šla ženo to grobnico gledati in sva bila tam. No in on je potem poročil svojo dotedanjo, bomo rekli, kakor hišno pomočnico ali pa
nam rekel deklo, prijateljstvo hišno, s katero pa potem kasneje nima otrok, tej drugi ženi je bilo ime Marija, z njo pa nima nobenega otroka več. No in njegovo življenje je bilo izredno podrejeno, bom rekel, skupnim nacionalnim interesom, ne pa svojemu življenju. Premalo je posvečal se temu svojemu življenju, preveč se je razdajal za to. In kaj vse je pa storil v Mariboru? No, bom rekel to, on je bil po prepričanju liberalec in njegovi prijatelji so bili liberalci. Ampak takrat, on je tudi to pisal, takrat liberalec ni sovražnik, ampak je samo partner v nekem procesu političnega življenja. To sovraštvo ni bilo veliko, ali pa bom rekel, ni bilo zelo močno, kot je bilo še recimo v Levstikovem času mladoslovenci, staroslovenci, je bilo latentno nesovraštvo, nasprotovanje, ni bilo pa sovraštvo. To je on večkrat poudaril. Četudi je res, da so liberalci, in še danes je tako, so izumili geslo. To geslo je geslo Ivana Tavčarja, ki je bil tudi ljubljanski župan in znamenit liberalec. Če hočeš biti liberalec, moraš znati spraviti kaj pod palec. In to so znali in ta Rosina je bil zelo bogat. Še posebej potem, ko je prišel v Maribor, ne samo zaradi advokature. On se je spravil k denarju in je bil predsednik ali direkt predsednik posojilnice in hranilnice Maribor in to mu je dajalo tudi vse ta status, če imaš denar, je to tako. In kje vse on ni bil, v Mariboru govorim. Glejte, v Domžalah, kamorkoli jaz pokukam, naletim na Bernika. Bernik je bil posod. Vse je počel, posod je bil zraven, posod je hotel biti zraven in posod je delal. Ampak še eno čudovito lastnost ima vse zapisal, da je to ostalo. Bernik. In ta je bil pa po svoje, čeprav Bernik je bil recimo klerikalec, ta je bil pa liberalec, je pa posod je bil zraven. Pa k narju se je spravil. Od doma prinesel. Kako? Od doma je to že prinesel. Bil je podjeten in, pogledajte, in govorim za mariborsko obdobje, centralna tema bo to nemštvo pa slovensko, nemštvo pa slovenstvo kasneje. Za Maribor govorim, tam je bil nosilec političnega življenja slovenstva vis-a-vis Nemcem, je bil Rosina. Bil je predstojnik posojilnice hranilnice, bil je predstojnik čitalnice Maribor, ustanovil je dijaško in študentsko kuhinjo, iz svojega dajal, če je zmanjkalo. On je pri dijaški kuhinji, je poklical na 3-4 mesece tiste 3 ljudi, ali vam kaj manjka, tokle, je dal, tokle imate, pa čez pol leta se spet oglasite. Pa je šibal, ali pa bom rekel po domače, vodu na tak način študentsko menzo. Bil je zraven pri zadružni zvezi, tudi v Mariboru. Pri časopisu. Bil je zraven v Narodnem domu, ki ga pa on ni zgradil, je že bil pred prihodom njegovim v Maribor zgrajen, je vodil dramsko sekcijo, je vodil pevsko društvo, kje ni bil zraven. In on je kot, bom rekel, kot človek, ki se je boril predvsem za slovenstvo, v vseh svojih advokatskih postopkih skušal slovenstvu uveljavljati enakovredno pravico v teh sodnih postopkih in predvsem boj za slovenščino v vseh sodnih aktih. Rad bi rekel še to, da je, ko je prišel v Maribor, je kupil hišo na takratni ulici Admirala Tegethofa 16, za časa kraljeve Jugoslavije. Je bila to ulica kralja Aleksandra 16, danes je pa še vedno partizanska 16.
v vseh dolgih letih številka ni bila zamenjena, ampak to je velika hiša, veliko glavni cesti v Mariboru, in ta hiša je imela spodaj prostore za pisarne, ali pa za te njegove adjunkte, pa te njegove uslužbence, gor na vrh je bil pa stanovanjski del, v katerem so pač oni prebivali, pa ta druga žena, Marija, z otroki. On je imel izredno veliko sposobnost, kako že to rečejo danes, empatije. Empatija pomeni, da je znal z ljudmi delati. So ljudje, veste, v katerokoli družbo pridejo, se lepo zna vključiti in zna lepo ne prevladovati, lepo v tisti družbi delovati in biti v tisti družbi osredinjen, zanimiv vsem, dober za vse in v konflikte ni prihajal. In ta njegova empatičnost, bom rekel, to je sposobnost priznavanja drugih in pa sožitja z drugimi, je naredila zelo priljubljenega. In Maribor, ko je on je umrl leta 1924, ampak potem kasneje, ni bilo tacega pogreba ne prej, ne pol, kot je ta človek umrl. In vsi časopisi takrat, ko je umrl, so pisali o njem, ne samo z njegove plati, tudi z druge. In je bilo nepregledno veliko čtiva. To je kolega, ki je meni to knjigo uredil, je videl, koliko je bilo tega gradiva po smrti, kaj so vsi zaznali, kakšna velika zguba je bila to za Maribor. No, na vsak način je treba poudariti, da je bil dr. Losina odličen govornik in zmeraj je znal poudariti tisto, kar je bilo takrat bistveno. To so bila zelo taka bojevita načela, ampak v slovenstvu na vsak način v prid. In nikjer v nobenem članku, pa kakor so bili v različnih časopisih, ni bilo nobene žal besede še za življenja Losine. To je bilo mogoče zanesljivo opaziti. No, lepo prosim, dotakniva se še stanja duha v Mariboru v času njegovega delovanja, to se pravi pred Prvo svetovno vojno. Maribor je bil nemško mesto. In k sreči je Anton Martin Slomšek vrnil 1854 leta Lamantinsko škofijo in Šentandrža v Maribor, in to je bil začetek tega, da je danes Maribor slovenski. Maribor je bil takrat popolnoma nemški, vsi uradi nemški, vse trgovine nemške, vsi obrtniki nemški, vse, kar je bilo nemško, in v bistvu slovensko sploh ni bilo. In poglejte, to, bom rekel, prevladovanje nemštva, ne da ga je motilo, mu je pomenilo vzgib, da je sprožil, bom rekel, močno svoje delovanje za zaščito Slovencev. Glejte, to nemštvo je še danes močno, lepo vas prosim. Danes je v Mariboru težna, posebno društvo, ki je njegov namen, da bi Maribor spet poudaril svoje nemštvo in da bi Nemci bili manjšina v Sloveniji, lepo vas prosim. Pa jih je par, ampak žalostno in tragično je to, da so vodje tega društva danes, da so Slovenci. Kako je to? No, in on se je s tem nemštvom močno spopadal, in sicer tako močno, da so ga zasovražili, Nemci seveda, in da so mu celo pleskali hišo kot eksponiranemu Slovencu, da so strgali neke napise. No, in je on, ko je bil tudi podpredsednik tega Narodnega sveta za Štajersko, je to vedno poudarjal v teh ognjevitih govorih, kot je doktor rekel, ki je bil zelo ognjevit in sposoben govornik, in je sprožil velik gnev proti njemu.
rekel bom to, da je to nasprotovanje Slovencev bilo v tistem času, od leta 1900 pa do prve svetovne vojne, tako močno, da je on v tem slovenskem delovanju videl svojo najbolj veliko nalogo za poudarjanje takratne enakopravnosti Slovencev. Konflikti so bili stalni, veliko je bilo teh konfliktov in zdaj vam bom pa povedal o konfliktu, ki se je zgodil v Domžalah, tudi med slovenstvom in nemštvom. O tem konfliktu praktično ni nič znanega. Ta konflikt v Domžalah med Nemci in Slovenci se je zgodil na nedeljo 1. junija 1905 v Domžalah, takrat je bil nebohod, praznik v nebohod, in ti Nemci, ki so imeli v Domžalah te tirolske tovarne, so iz Ljubljane prišli z vlakom, vlak je bil v Domžalah 1891, so prišli v Domžale, da bi razvili svoj prapor. Oni so imeli svojega narodnega junaka, Andreas Hofer, to je bil junak, ki se je boril proti, tirolski junak se je boril proti Bavarcem in proti Francozom. In so hoteli ti Nemci iz Ljubljane, nemškutarstvo v Domžalah razviti svoj prapor telovadnega društva, temu so rekli Turnverein Andreas Hofer, in so prišli v Domžale z vlakom. V Domžalah je bilo pa grozno razburjenje. Bom vam prebral, kaj je Bernik zapisal o tem dnevu. Tudi Slovenci so hipoma začutili, da gre za veliko nemško nacionalno slavnost na popolnoma slovenskih tleh. Od vseh strani so priveli skupaj, iz Ljubljane, Kamnika, celo zgodbo Mengša Radoma Lihana, Doba in iz cele okolice. Ko so ob 3 popoldne prišli Nemci z vlakom, pozdravili jih je na kolodvoru že tako gromoviti živijo, da so Nemci kar ostrmeli, slovenski živijo. V hipu je ogromna množica Slovencev napolnila ves prostor pred nemškim lokalom. V tem je prikorakala po cesti še nova četa s kamniško godbo in velikansko slovensko zastavo. Na vrtu je igrala vojaška godba, zunaj pred vrtom pa kamniška godba, naprej zastava slave. Ljudstvo pa je vpilo živijo, da se je razlegalo daleč naokrog. Bil je strahovit vrišč, kar začne leteti kamenje. Vojaška godba vstane in pod orožniškim varstvom odide ob 5:30 popoldne peš proti Ljubljani. Ob 8 zvečer prihiti še 10 novih orožnikov. Če dalje hujše je bilo. Z odprtimi nasajenimi bajoneti so orožniki zadrževali razjarjeno množico, da ni naskočila nemškega lokala. Celo streljali so naposled orožniki, in to množično. Vsaj 6 strelov je zagotovo padlo, če ne še več. Ob 9 zvečer so morali tuji Nemci že oditi. Vzlic silni nevarnosti ni bilo druge nesreče, hvala Bogu, kakor da je bil nek tiskar iz Ljubljane od orožnika z bajonetom zaboden v nogo. Gled, to je nasprotovanje nemštva in slovenstva v Domžalah. To poudarjeno nemštvo, tam dobesedno z strani gledano Nemcev, poudarjeno nemških tleh, če smo rekli že Slovenci, je bilo tako hudo, da so te oblike nasprotovanja prejemale dramatične razsežnosti in sredi teh je bil prav Rosina. On si je kot podpredsednik v Štajerskem deželnem zboru in kot bil pa predsednik, bil pa Karel Verstovšek, on je bil pa iz Velenja doma, on si je naredil v vasi Morje pri Framu, govorim za Rosino, v vasi Morje pri Framu je kupil eno podeželsko hišo z enim manjšim vinogradom in temu vikendu so včasih rekli Tusculum, ne vikend, to je nova beseda, in ta Tusculum je bil za zatočišče, to je 20 km še niti ne iz Maribora, in tja so se ob vikendih, pa kadar je bil čas, priselili
In na ta Tusklu je prihajal tudi general Majster s svojo družino na počitnice ali pa na te vikende, da so tam fletno sedeli, popivali tudi in se luštno imeli. No, ampak prihajali so pa hudi časi. No, kako je bilo pa 28. junija 1914, kaj se je zgodilo v Rušah? V Rušah? Kaj je pomenil tisti dan sploh Ja. za Slovence? V Rušah, ta dan je bil dan, ko se je streljalo v Sarajevu. No in ta dan je bila velika, 14. leta, in ta dan je bila velika sokolska manifestacija v Rušah in glavni govornik je bil prav dr. Franjo Rosina, ognjevito govorjenje in take besede kot brani mejo, razvili so prapor, kumica, botrca tega prapora je bila njegova žena Marija in on je veliko operiral z besedami neomajni, nepopustljivi, nepremagljivi, straža Slovanov, 100 milijonov nas je, kdo nas bo ugnal, take borbene stavke govoril. No, in ta dan, ko se je pa zaključevala ta velika stvar v Rušah, so pa orožniki prinesli informacijo, da so v Sarajevu ubili nadvojvodo Ferdinanda in zadeva se je hipoma, ko se je bila že končala, se je hipoma utišala, ampak začelo se je pa naslednji dan. Ljudje so takrat, ko je on govoril, so ognjeviti bili ubili, so pa naslednji dan orožniki aretirali 28 ljudi, 28 ljudi, tistih, ki so najbolj ubili, ki so bili zraven, in so povezovali, da je ta zbor v Rušah, da je povezan s tem dogajanji v Sarajevu, ki sploh ni bil povezan, in so množično aretirali te Rušane, te udeležence sokolske prireditve. No in zadeva je dobila hude razsežnosti s tem, da je pa sam Rusina je šel pa v Graz, kjer je imel več opravkov in hodil je tudi v Graz na te sodne obravnave. Tukaj je pa treba zdaj dodati nekaj. On je že vsaj 15 let do tega trenutka v Rušah je boloval za sladkorno boleznijo. Bolezni ni pripisoval nobene pozornosti, zelo je zbolel, zdravnika za to sladkorno je imel v Grazu, pa ga ni obiskoval in sladkorni ni posvečal pozornosti in kar naenkrat je postala sladkorna njegov velik problem. In ko se je on 20. avgusta, dober mesec pa pol recimo, po tistih ruških dogodkih, ko se je iz Gradca vrnil, so ga pa na kolodvoru aretirali in so ga zaprli za dolgo časa, in sicer od 20. avgusta do 4. oktobra. In ko se je 4. oktobra vrnil, ostali aretirane so tudi zaprli, ampak so jih počasi spuščali, on je pa kot kolovodja v očeh Nemcev toliko časa zaprt, se mu je pa bolezen hudo poslabšala. In od tistega trenutka naprej, ko je prišel iz tega pregnanstva oziroma zapora v Gradcu, je nepremagljiva bolezen v njem bila in je tudi zaradi te bolezni na koncu umrl. No, zdaj smo pa pri centralni stvari Rosina in Majster. Rosina in Majster sta bila dobra prijatelja. In Rosina je bil zraven, ko so opravili tako zvani prevrat in ko je Majster dobil, on je bil major, ko je dobil
generalski čin, ampak tega generalskega čina mu niso dali v Ljubljani, ampak mu ga je dal Narodni svet za Štajersko in so to naredili Štajerci nekoliko po svoje in zase, kot da ga ni Ljubljana postavila za generala, počinu je bil major in še tisto, tam je bilo pri tem podpisovanju ali pa je bila velika zmeda, naredili so napake celo, nekateri so nasprotovali, ampak Maister se je znal postaviti kot, ko je bilo treba prevzeti komando Maribora, da je on tudi tam, ko se je šlo za to, a bo general ne bo, da je postavil v tako odločno držo s tem, da je on, da je pa tisto imenovanje za generala je pa vodil Rosina. On je bil advokat, bil je pravnik in je narekoval besedilo tega imenovanja in ta tekst imenovanja za generala je šlo iz njegovih ust. Tam je bil pa nek profesor Voglar, ki je bil zapisnikar ali pa tisti skriptor tega, ki je dvakrat napako naredil, je bila zmeda velika in popolna, ampak general Maister je opravil svojo vlogo in sicer tako, da je pregnal, osvobodil Maribor in postavil, bom rekel, temelje za to, da bi vojska lahko prevzela Maribor in Koroško in tako naprej. To piše Prežiko Voranc v romanu Požganica, tam je krasno v zgodbi Požganica, takole, ta koroški plebiscit, pa to, kar se je dogajalo z generalom Maistrom na terenu, je takole prinešeno. No, in general Maister je nesrečna figura naše, rekel, preteklosti. Če bi mu dali prosto pot, bi bila danes Štajerska naša, tako ga pa je omejila, ga je narodna vlada v Ljubljani, to je znano, in ga je potegnila nazaj, vzela mu je kasneje, mu je vzela v polnomočja, ga je ponižala in tako naprej. Slovenci smo sami sebe zafrkali in generala Maistra, ampak še nismo tako daleč. In ko se je to zgodilo, pač ta podpis, da je ratov on, general, je seveda opravil 100% svojo to vojaško misijo, vojaško nalogo in je kot poveljnik iz prazne vojašnice deloval tako kot treba, je pa nastala težava, ker denarja, vojska je zahtevala denar, vojska so eni sami stroški. In se je postavljal, ko je bil general, da on ne more biti general, če ni denarja, brez denarja ne bo šlo. In takrat je pa nastopil Rosina, on je bil pa na banki, bom rekel, da deželni posojilnici in hranilnici, in mu je dal 2 milijona kron, zlatih kron, 2 milijona zlatih kron, je potegnil iz svojega, bom rekel, tošena, bom rekel, po domače, in je rekel, tle imaš, to je naša vojska in moramo. In on se je potem kasneje, je ta denar posojilnica nazaj dobila, ampak še ne 10 let kasneje. Ampak takrat, ko je bilo treba, je Rosina sam iz svojega odločil, da ta denar Maistru da za stroške vojske, njegove vojske, in s tem se je že s tem dejanjem, je takrat seveda svojo glavo zastavil za to, da je lahko to ukrenil. In on je kot, bom rekel, Rosina je kot nedobrotnik, kot ta pravi dejavnik v ta pravem času, domoljub, 100% opravil svojo nalogo. Trduje, to je slovenski denar. Če ga damo, se rešimo. Če ga ne damo, bo vse propadlo. Na kratko. Tako je. No in oni so... To pomeni, če ne bi on to naredil, ne bi Maister mogel. Verjetno, najverjetno je bilo tako. Slovenski vojaki so se priključevali že k Avstrijcem, ki so obljubljali denar in vse mogoče. In šele s tem posojilom doktorja Rosine je postal položaj generala Maistra enako vreden. In takrat so se potem Slovenci začeli vračati in zbirati okrog njega. No, to je bilo leta 18. In ta prevzem oblasti se je zgodil 1. novembra 1918
In tisti moment je nekako Rosina tudi zaradi zdravja stopil v ozadje, nič več ni bil tisti, kakor je bil, prepuščal je tudi sodne svoje postopke ali pa te naroke in to drugim in ni bil več tolikšen dejavnik. Edin zapisan je še datum, da je 15. decembra istega leta 18 še na balkonu Narodnega doma ognjevito govoril pač te stvari, da smo se osvobodili o Maestru in te stvari zadnjič. Potem je šlo pa navzdol, on je šel, veliko se je zadrževal v tem svojem Tusculumu, no in potem je prišlo leto 24, približno 10. oktobra, njemu se je zdravje zelo nagloma zelo poslabšalo, šel je v bolnico v Graz in je izvedel, da je umrl njegov prijatelj še iz študentskih let, dr. Pavel Turner, ima tudi na pokopališču v Pobrežju, ima tudi čudovit spomenik, ta dr. Pavel Turner. No in je prišel na njegov pogreb, gre nazaj v Graz v bolnico in je čez par dni 15. oktobra 24. leta umrl. Zanimivo je pa to, da 10 let po njem v isti starosti, skoraj čez isti leto od njemu različni, je umrl 10 let pozneje, je umrl tudi generalmajster, 34. leta. Zdaj pa 24. leta umrl. No in to je zgodba o tem življenju. Medtem je bilo še leta 1900, pred smrtjo je bilo leta 23 velika mariborska fešta, takrat, ko je on praznoval svojo 60-letnico, to je bil praznik celega Maribora, so ljudje začutili, da je to njihov človek, da je to njihov praznik. In ta, včasih je bila beseda narodnjak. Narodnjak, to je človek, ki je predan narodu. To je lepa beseda. Lepa. Samo te besede ni, narodnjaki bi bili vsi. No in on je leta oktober umrl, ampak zgodilo se je pa to sem že prej pripovedoval, da je cel Maribor bil na pogrebu, da je bilo več kilometrov velik pogreb, sprevod pogrebcev in potem so se razpisali vsi časopisi in ko sem jaz zbiral te časopise, je bil tak kup, seveda, po smrti se vseh ljudi hvalijo, ko samo umret moraš. Je bilo to veliko hvalnic, tudi od strani njegovih nasprotnikov, in časopisi, ki mu sicer v življenju niso bili naklonjeni, so lepo pisali o njem, seveda pa ves sokolski, pa domoljubni, pa tisk njegov matični tisk, ki mu je služil, so pisali o tem velikem človeku, ki pa je bil velik predvsem v tem svojem razdajanju za narodove cilje. Veste, danes imamo besedo domoljubje. Domoljubje, kdor ima 5 minut, govori o domoljubju. Z dejanjem pa noben ne dokazuje tega domoljubja. Vsi skušamo za sebe poskrbeti, ne pa za domovino. To bi bil pogled na našega velikega dr. Rosino. Jaz bi pa želel, ker sem veliko govoril, če bi nekaj vprašali, pa bi rad odgovoril vaše vprašanje, doktor, ki pa tudi vprašaš. Matjaž, najprej najlepša hvala v imenu vseh poslušalcev, potem pa res mogoče še kakšno besedo o tem, ker se je 2 leti po očetovi smrti v časopisu oglasil tudi njegov sin, dr. Igor Rosina. In je natančno povzel vse tisto, kar je bilo bistveno pri očetovem stremljenju in pri očetovem boju. In poudarki so bili pa taki, da jih skoraj morali prebrati, tako da v knjigi se zadnje poglavje posebej splača prebrati. Gre za to, da je Igor Rosina rekel, da je konc tistega časa po vojni, ko se nismo znašli in ko smo slabo mislili o sami sebi, da je čas že, da ostanemo, da ne govorimo več o majhni Sloveniji, pa malo vredni ali pa celo o takih hlapčevskih Slovencih,
ampak da končno jemljemo resno svojo državo, ne govorimo nič več celo o slovenskem dialektu in take traparije, ampak da je prav, da državo resno vzamemo in da gremo korajžno naprej. Ne da kar čakamo in rečemo, mi smo trpežni, pa bomo že prestali. To ni način. Zelo lepo je to povedano in poudarjeno tako, bilo je slučajno najdeno, tudi svojci niso vedeli tega in ko je bilo to najdeno, so bili izredno veseli. In mislim, da je to nekako en tak zaključek tistega, kar je še danes aktualno in je pravzaprav to tisto izročilo doktorja Franja Rosine. No in ta doktor Igor Rosina, to je bil njegov otrok, ki je ostal živ, je bil oče teh dveh mojih pričevalcev, doktor Šelihove in tega doktor Andreja Rosine. Sta mi tole, kar sem jaz vam pripovedoval, sta ona dva meni pripovedovala, to zgodbo. Je morda še kakšno vprašanje? Kako je bilo, a je tole, a je bil ta plebiscit, a je bil 10. oktobra neki? Leta 20. Jaz sem pa zmeraj mislil, da je v 19. bil. 10. leto 20 je bil koroški plebiscit in takrat je bila področje Koroške razdeljeno na 4 plebiscitna področja, na 4 področja. A, B, C, D je bilo. Ja. No in ironija je bila pa v tem, da smo mi, Slovenci, smo zmagali v 3, v 4. so pa Nemci, ampak so za toliko zmagali v 4, to je bilo Velikovec, zato smo zmagali, so oni zmagali, da smo mi vse 4 izgubili. Ampak se je pa zgodila velika prevara, takrat je bil boter tega angleški general Wilson, da so za Nemce glasovali, približno za 4000 glasov smo izgubili. So glasovali mrtvi vojaki, ki že zdavni ni bilo, v prvi svetovni vojni padli nemški vojaki, so glasovali mrtve duše. In propaganda je bila nemška ogromna in velika in nezaslišana, tako da smo za 4000 izgubili, toliko so pa več, so ugotovili, da je nemških padlih vojakov glasovalo. Tako da je bilo pogolfano in je kar je. Koliko v Celovcu imajo tole ulico ali pa cesto 10. Oktoberstraße, 10. Oktoberstraße. No in to je pri nas, rekel, velika boleča točka, da smo izgubili Koroško, k sreči pa saj Štajerske nismo izgubili, zasluga pa Majstrova, pa tudi Rosinova. Prosim, če Izvoli. Jaz bi se oglasil tudi v imenu, ne samo v svojem imenu, ampak tudi v imenu Zveze društva Generalmajster. Mi imamo sedež v Ljubljani, sestavljamo 25 društev širom po Sloveniji, eno od teh društev je tudi v Domžalah, bilo ustanovljeno pred 2 letoma, tako da smo zelo ponosni na to, da se tudi v Domžalah razvija ta duh, Majstrov duh, ta njegova sporočilnost in vse to, kar je povezano z Majstrom. Še enkrat bi se zahvalil prijatelju Brojanu za ves trud, ki ga je vložil, da je ta knjiga tudi šla. Prejšnjo lansko leto smo v glavnem kar dobro sodelovali in pa je končno prišli tudi do tega, da se je knjiga ponatisnila. Sami veste, kako je težko danes s temi domoljubnimi vsebinami priti skozi komercialni del. Namreč Slovenci smo že itak na nek način udarjeni, ker smo z manjšimi nakladami obsojeni na sorazmerno visoko ceno teh knjig. Po drugi strani imamo pa še vse te spletne strani, internet, kar moče še bolj zbližuje mlade kot pa ne. In zato je v teh časih se piše za knjigo za zelo hudi časi. Ampak mi kljub temu, da časi niso naklonjeni knjigi, smo se, kot sem že omenil, v lanskem letu s pomočjo našega Brojana pač odločili, da to knjigo izdamo in to nam je tudi uspelo. Zelo bomo veseli, če bo kdo od vas mogoče naročil. Po povzetju mu jo bomo poslali, cena je 25 evrov. Nekdo je rekel, pa dajte jo danes prodajati ali pa skušati prodati, namreč
davčna zakonodaja je tako ostra, da ne moramo kar brez blagajne, pa brez vsega tega prodajati, ampak zelo bomo veseli, če se bo kdo pisal na ta seznam in knjigo naročil, mi jo bomo po povzetju poslali, po povzetju tudi plačilo, tako da kar se tiče tega dela. Bi pa še mogoče se dotaknil še knjigo v enem delu, pa to je tega Maestrovega delovanja. Težko si je danes predstavljati Maestrovo obdobje, ko je kot major stopil pred nemškimi polkovniki, pa je bil med njimi tudi en general in ukazal, da ne se umaknejo iz Maribora. No in hvala Bogu, sreča ta, da je Narodnostni svet kasneje mu dodelil čin generala, da ga je približal, da ga je, bom rekel, da je na nek način je bil dober sogovornik s tem činom tudi drugim polkovnikom pa generalom na nasprotni strani in to je tudi en del te zgodbe, da je vse skupaj uspelo. Brez Maribora, brez Štajerske, vsi vemo, kot je že omenjeno, da Slovenije ne bi bilo. V tistih časih med obima vojnama, veste, da je 18. leta z Rapalsko mejo je bila Slovenija presekana, spodnji del meja je bila na Logatcu in še, če si boste ogledali, je šla čez celo Primorsko proti severu. Ravno tako so takratno obdobje, ko se je ta sporazum odvijal oziroma dogovor, kako ne bi potekale meje, to so določali običajno zmagovalci, so Italijani zahtevali, da je zadeva, da meja teče na Bledu. Pri Triglavu so že postavili svoje karavle v bližini Triglava, Triglav bi bil njihov, ravno tako Bled. No in v zaslugo za to, da so ta Bled pa Zgornjesavsko dolino odbranili od Italijanov in da je ostala slovenska, je pa predvsem tudi zasluga dr. Pupina, moče ga ne poznate. Mihajlo Pupin je bil predvsem znanstvenik, bil je pa tudi velik narodnjak in prijatelj Slovencev in v povezavi s takratnim ameriškim predsednikom je pač vršil pritisk na to, pa z našimi delegacijami, to je cela zgodba na Pariški mirovni konferenci, da se je ta zadeva, kar se severnega dela tiče, odvila v slovenski prid. To se pravi, ta del Slovenije, spodaj Rapalska meja je bilo italijansko, zgoraj, če ne bi bilo generala Maestra, bi bilo štajersko in tudi osamosvojitelji, pa naša osamosvojitvena vojna leta 1991 bi težko dosegla samostojnost Ožje, Ljubljanske, pa širše, bom rekel, neke doline in to je vse šlo v prid temu, da imamo danes Slovenijo vsaj v približnih mejah, kakršne smo si želeli. Velika žalost je, da je Koroška kot zibelka slovenstva, veste, da je bila Karantanija, začetek slovenstva je bil na Koroškem in naša zibelka je pač žal po vseh teh, kot je bilo opisano, pač pripadla Sem mislil, da je to malo, ampak je velikem, kot je da me je kazal, vse vedel. Tako, še enkrat, hvala, ker ste me poslušali. Vesel bom, če bo kdo knjigo naročil, se vpisal na ta seznam in pa mogoče pozivam vas, da se včlanite v društvo Generalmajster Domžale, bomo zelo veseli in da boste tudi z vašim vpisom pa članstvom pač prispevali nekaj k temu, da bo mogoče v tej naši sloljubi Sloveniji nekoliko več domoljubja, nekoliko več prisoten ta duh, Maestrov duh in mogoče še kaj. Vemo, da smo vsi na začetku, da smo zatavali, da smo zašli tako politično kot gospodarsko v marsičem, ampak nekje je treba nadaljevati, nekje je treba začeti. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi se dovolite bi dal eno anekdoto, ki se je prebral v knjigi Miloša Vavsnika, Pisma 20. stoletje. On je bil tudi osebno prisoten in določene stvari ve, in je bilo zelo ta psihološki faktor je bil zelo pomemben, večino so bili Nemci, no in so en trik uporabljali tudi Maestrovi. In sicer v tistem času so se tudi iz Nemčije dol vračali begunci Srbi z vlaki in so nekako, rekli sta pa zastavi podobni, so že gor v Šentilju tisto obrnili in so Srbi že mislili, da so že doma, in so jih potem, da so korakali po Mariboru, pa pel prav navdušeno in so se jih pa Nemci bali, da so hudi vojaki in tako naprej in je bilo to eden od trikov, ki so ga tudi oni uporabili, da so lahko pri manjšem številu, pa v manjših sredstvih
uspeli, ker potem so se pa mnogi začeli izseljevati množično, prebivalci so se bali, Mariborčani, in na ta način je tudi bil en aspekt tega. Nemški Maribor. Jaz bi rekel, če to v zvezi z majstrom, eno zanimivost, ki pa sploh ni znana, da se bomo majstru zahvalili tudi za to mejo proti Italiji. Italijani so, ko je bila ta pogovor o Rapalski meji, so zahtevali, da se bodo pogovarjali o meji, če se italijanska vojska, če zasede Logatec, pa Vrhniko. Je rekel, ki je bil že, ko že ni bil več general, je rekel majster, je rekel ne, pogovarjali se bomo, ko boste tam v Postojni, pa tam, oni so pa hoteli zasesti Vrhniko, pa se bomo pa pogovarjali. In ker je bil bom rekel, nepopustljiv, bi je pa takrat že kot civil v tej odboru za pogovarjanje, za dogovarjanje, je meja tam, kjer je bila, in moram povedati, še to enkrat se že to pravil, ta Rapalska meja gre po Planinski gori, tam pod Ridami gor, in v Gmajni, pod Planinsko goro, to se pravi tle med Postojno in Logatcem, je v Gmajni so mejniki Rapalske meje, ki jih nekdo obnavlja. In mala črke, številke, zdaj v teh časih, si morate misliti, s kakšnim, se človek sprašuje, s kakšnim namenom. Zasuti so ti mejniki, te Rapalske meje v listju, v brezpotjih, nekdo jih pa obnavlja. In to nam vse daje misliti in to nam mora biti vzgib v domoljubju, takele stvari in te zgodbe. Pa to ne more biti Slovenc, Madonna. Jaz bi sam še to povedal, pa čisto kratek bom. Mi smo letos pripravili spisek majstrovih borcev. To je vi iz enciklopedije lahko ugotavljate, da je bilo teh ljudi, je pisalo, da je šlo za 4000 borcev in pa nekaj 100 oficirjev. Ampak mi smo prišli zdaj do seznama iz sekundarnih virov, iz društvenih virov, nekaj smo dobili iz leta iz Kraljevine Jugoslavije, ko so dobivali spomenice za boje na severni meji, in smo prišli do številke več kot 12 000. To so bili, poleg Slovencev, so bili Čehi, tudi ruski vojni ujetniki. Takrat, kot je bilo rečeno, ko je odprl mošniček Franjo Rosina, ko je izjavil to, kar je bilo že povedal, ko je naš doktor Malešič tudi povedal, on je rekel, boljše, da je to spraznem, kot pa da bodo gonji pobrali. Če bomo zmagali, bomo vse to dobili nazaj in dejansko so dobili vse nazaj. To se pravi, te ljudi, ogromne teh je bilo tudi plačanih od vojnih ujetnikov, Hrvati in Srbi so bili, no tako da so po vojni, po prvi svetovni vojni so se združevali, so imeli neko skupno društvo, zvezo legionarjev, tako imenovano, ampak kasneje so se potem preusmerili izključno na mariborski del, potem je bil na slovenski del, tako da ta organizacija, ki jo mi danes zastopamo, je doživljala razne transformacije in pretrese. Hvala lepa. Dragi prijatelj Matjaž, prisrčna hvala še za eno knjigo. Kaj naj rečem, vse veste. Od celega Masima sem jaz, v imenu Masima in v mojem imenu. Sam eno skromno darilce, en šopek in res... Hvala lepa, hvala. Hvala, Matjaž. Še gospodu doktorju in to, kar vedno rečem, brez žen ne bi bilo uspešnih moških jezikov. Prosim, še po eno rožko. Z velikim veseljem, da bi še naprej ustvarjali. Hvala tudi vam, da ste, tako da, ok, Matjaž, mi se bomo pa še srečevali in še enkrat imeli. Hvala. Hvala vam, da ste prišli. Zdaj vas pa povabim, da ne odidete, da se zadržite tlem pred dvorano. Hvala. Kdor bi želel naročiti knjigo, se lahko...